O predvolilni tekmi Silvester Šurla. Komentar dneva. Zmage na nedeljskih volitvah danes nima še nihče v žepu. Na dober teden stare volilne napovedi se ni moč 100% zanesti. Bitka bo huda, odločal bo vsak glas, volilni izid bodo odločili neopredeljeni, pa tudi tisti, ki ne bodo šli na volitve. Če bo na volitvah znova slavil Janez Janša, bo to njegova prva prava zmaga. Za tisto iz leta 2004 je bolj veljalo, da je izgubila LDS, kot pa zmagala SDS. Od tega, kdo bo prišel v parlament in kdo ne, ter koliko odstotkov bo kateri stranki uspelo osvojiti, bo tudi tokrat zelo pomembno pri sestavljanju prihodnje koalicije. Še posebej, če bo relativni zmagovalec nedeljskih volitev Janševa SDS. Če bo Janša res zmagal, kot so pokazale zadnje volilne napovedi, bosta na drugi strani največja poraženca nekdanji predsednik države Milan Kučan in njegov prvi izvajalec Gregor Golobič. Njuna velika žrtev pa bo predsednik SD Borut Pahor. Nedeljske volitve bodo zadnji spopad med Kučanom in Janšo. Če bo zmagala SDS, je s Kučanom konec. Golobič pa si bo naslednjih 4 leta lahko lizal rane v opoziciji in pripravljal nove kombinacije za ponoven pohod na oblast. Če pa bi ob morebitni relativni zmagi Pahorjeve SD levi sredini uspelo sestaviti vlado, bi morali v njej pomembno mesto prepustiti velikemu kombinatoriku Gregorju Golobiču. Ker se še iz časov LDS ta najbolje spozna na telekomunikacije in medije, bi bil lahko minister za zveze ali pa vsaj šef vladne službe za dezinformiranje. Na teh dveh mestih bi se lahko najbolje preizkusil v samoomejevanju in dokazal, da ni slovenski Stalin, kot ga je pred leti slikovito poimenoval Slavoj Žižek. Borut Pahor je svoje tovariše in tovarišice nedavno že pozval k splošni mobilizaciji vseh razpoložljivih sil. V skladu s to parolo sta bila vpoklicana na pomoč tudi bivši predsednik Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković. Njun angažma pa je lahko dvorezen, še posebej pri nagovarjanju neopredeljenih volivcev. Kučan je s svojim Forumom 21 leta 2004 levi sredini že pomagal izgubiti volitve. Zakaj bi bilo tokrat drugače?